Odhod mogočnega pevca Kolija iz zasedbe The Drinkers je v skupini sprožil plast nepričakovanih potez. Njegovi alkoprinci so se namreč zapletli v intrige, iz katerih ne najdejo izhoda. Takoj, ko jim je povedal, da jih zapušča, so v svoje vrste namreč povabili novega pevca. Čeprav so z njim takoj začeli vaditi, Kolija o tem sploh niso obvestili. Pustili so ga v prepričanju, da jim je s svojim odhodom storil hudo krivico. Medtem ko je srčnega bolnika Kolija doma razžirala slaba vest, so oni že kovali načrte za prihodnost z novim frontmanom. To so tudi javno priznali, nikakor pa nam niso hoteli zaupati imena novega Drinkerja, zato smo ga hoteli izbrskati mi. Med brskanjem pa smo prišli do podatkov, ki kažejo na to, da se je Drinkersom zmešalo. Zdaj rinejo nož v hrbet že novemu pevcu, pred njim hlinijo, da je zgodba z iskanjem novega vokalista zaključena, skrivaj pa vabijo k sebi razvpite pevce drugih skupin in tako ogrožajo njihov obstoj. Prvi med vabljenimi v Drinkerse je pevec skupine Zaklonišče prepeva Vanja Alič. Ne vem zdaj, če je prav, da to javno razkrijem, ampak glede na to, da je prestopni rok že potekel, mislim, da so karte padali, mislim, lahko povem, mamljiva, ponudba od Drinkersu je bila zelo mamljiva, kar nekaj denarja je bilo v igri in seksa in alkohola, kar je značilno za Drinkerse, vendar sem to ponudbo odklonil, ostal bom skromen fant, živel v Zaklonišču, tam še naprej prepeval, kar se tudi sklada zdaj s tem družinskim življenjem in sicer pa, kdo ve, morda ta pevc gre, Zaklonišče propade in bo še kdaj priložnost igrati v prvi ligi v enesterici Drinkersov. Čeprav naj bi Drinkersi Aliču ponujali bajne vsote, govorimo o več milijonih dolarjev, Zakloniščar niti za hip ni pomislil, da bi nadomestil Kolija. Tudi to je, da Kolija bi težko nadomestil, moral bi si krepko razširiti želodec, učvrstiti mehur in sploh mislim, da je za nadomestiti Kolija potreben kakšen zelo bolj krepak fant z vsemi temi vrlinami, ki sem jih naštel in še s kakšno zraven. Drinkersi pa so očitno nameravali uničiti prijateljsko skupino Viktori, saj so k sebi povabili razvpitega blondinca Mikija Vlahoviča, ki si je svoj čas neznansko rad nadel legendarno Kolijevo čelado iz obdobja videospota Ko to tam opjeva. Očitno pa je Miki bolj privržen čeladi kot alkoprincem. Torej, prijatelji skupine The Drinkers so me pred kratkim prosili, če bi zamenjal njihovega frontmana, glavnega člana Kolija. Ne samo, da so mi ponujali tudi veliko, že skoraj 7-mesno vsoto denarja za to zamenjavo. Ponudili so mi tudi, da bi me prehranjevali dobre 6 mesecev, hotel bi me zrediti za 40 kilogramov. Pa pač nekako me to ni premamilo, tako da sem mogel odkloniti to, čeprav, če ne bi v drugega dela v redu ponudbo. Še zmeraj ostane pri skupini Viktori. Ker prevladuje mnenje, da noben slovenski pevec ne bi mogel tako interpretirati parodije na Hitlerjev govor kot Koli, so Drinkersi stegnili lovke celo čez mejo. Zapičili so se v berlinskega rockerja Thomasa Dietricha. Grüß Gott, mein Name ist Thomas. Ich kenne die Band sehr gut und wir haben auch darüber geredet, dass ich bei ihnen singen werde. Aber daraus ist nichts geworden, weil ich ein Solo-Projekt mit Oberkreiner Zigeuner im Laufen habe. Aber es ist mir eine große Ehre für mich, dass Sie mich überhaupt gefragt haben. Le kaj se bo izcimilo iz vsega tega? Bo zaradi nerazumnega obnašanja Drinkersov skupino zapustil še novi pevec? Očitno so alkopacienti v tem trenutku precej bolj nagnjeni k infarktu kot njihov odhajajoči pevec Koli. Le upamo lahko, da se ne bo končalo s smrtjo, Drinkersov namreč. No in